Dober dan, spoštovani novinarji, vsi drugi predstavniki medijev, gospe in gospodje. Po nekajdnevnem premoru z novinarskimi konferencami v okviru soočanja z COVID-19 smo danes prvič v tem tednu z vami. Ocenjujemo, da je ponovno potreba, da rečemo kaj več v zvezi z ukrepi sproščanja in vračanja družbe v novo normalnost. Danes je Vlada Republike Slovenije obravnavala in sprejela tri pomembne odločitve. Prva je z veljavnostjo od 15. junija dalje paket dveh odlokov, in sicer je to odlok o prenehanju veljavnosti odloka o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti in odlok o spremembi odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji, ki določa, da od ponedeljka dalje lahko oziroma je dovoljeno zbiranje do 500 oseb. Ob upoštevanju seveda vseh varnostnih priporočil in usmeritev, ki jih daje Nacionalni inštitut za javno zdravje. Ta navodila so predvsem tista, ki napotujejo na spoštovanje socialne distance. V praksi pa to pomeni, da na športni prireditvi lahko sodeluje do 500 ljudi, ampak ko gre za moštva, je treba uračunati v to obe moštvi, delegate, predstavnike medijev, varnostnike, vse podporne osebe, ki je potrebno za to, da se športna prireditev izvede, in potem to seveda ni 500 gledalcev, ampak je to bistveno manj. Tega ne smemo pozabiti, posebej ko gre za kolektivne športe. Druga taka stvar oziroma tretja taka stvar, ki je zelo pomembna, pa je današnji odlok o načinu izvajanja javnega prevoza na ozemlju Republike Slovenije in s tem razveljavitev prejšnjega odloka o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. V praksi to pomeni, da se z objavo v uradnem listu omogoča tudi javni prevoz potnikov v mednarodnem prometu v skladu z drugimi pogoji, ki veljajo med Republiko Slovenijo in drugimi državami. To seveda pomeni, da lahko pričakujemo avtobusni prevoz, da se začenja turistični prevoz, se pravi turistične skupine lahko prihajajo, je pa potrebno tukaj neke stvari še uskladiti, da se ne bi zgodilo, da do slovenske meje velja en režim v avtobusu na ozemlju Slovenije, drug režim, če je to tranzit naprej za Hrvaško, tretji režim na Hrvaškem. Skratka, nekaj dela s tem v zvezi je še vedno potrebno. Ampak gre za se pravi potniški promet v cestnem prometu, v železniškem prometu, gre tudi za letalski promet, vse to pač v skladu z priporočili, ki jih daje Nacionalni inštitut za javno zdravje in ki so prilagojeni za vsako panogo posebej. Zadnja stvar, ki sem jo želel uvodoma omeniti, pa je dejstvo, da bo z jutrišnjim dnem, se pravi petek 12. junij, z svojim delovanjem prenehal vladni klicni center. Ta je začel delovati 9. marca in je do danes, vključno danes, prejel več kot 50.000 klicev državljanov in drugih prebivalcev Republike Slovenije, pa tudi tujcev, ki so se v povezavi z pandemijo, z boleznijo COVID-19 posluževali teh njegovih uslug. Glavni cilj ustanovitve in delovanja je bil zagotoviti pravi odgovor na prav vsako vprašanje. Zato je treba povedati, da so tam za vsebinske odgovore skrbeli tako študentje medicine, ki jih je bilo največ, kot tudi strokovnjaki iz številnih pristojnih ministrstev. Skratka, šlo je za svetovalce različnih inštitucij Republike Slovenije.
In ne nazadnje je treba povedati, da je bila obraz in, če smem uporabiti ta izraz, mama vsega tega, tudi profesorica doktorica Mojca Matičič, ki je v tem času tudi veliko nastopala v medijih, posebej na različnih radijskih postajah, torej njen glas in njen obraz sta bila tudi dva pomembna elementa umirjanja razmer in pojasnjevanja in preseganja stisk, ki so jih imeli ljudje v zvezi s tem. Iz teh razlogov dobiva klicni center tudi jabolko navdiha strani predsednika republike Boruta Pahorja. Sedaj pa sem na voljo tudi za morebitna dodatna vprašanja, če seveda so. Mogoče nevezano toliko na COVID, ampak glede na včerajšnja razkritja v zvezi z dogodkom ob italijanski meji, mogoče kako je stališče vlade, kaj se je v bistvu zares zgodilo in kako komentirate to, da je v bistvu, kot kaže, vojska želela to nekako potisniti ob rob oziroma zamolčati to dogajanje? Torej, jaz bi se najprej omejil, da sem govorec za COVID-19, to zagotovo ni tema za tega govorca, bi pa samo spomnil, da je uvedena preiskava, da to preiskavo znotraj Slovenske vojske vodijo ustrezni preiskovalni organi, ki imajo za to pooblastilo, in generalštab Slovenske vojske bo poročal ministru, minister pa potem tako vladi kot verjetno tudi predsedniku države. Ko bo preiskava končana, bomo vedeli, pri čem smo. Torej, enako je bilo na samem začetku, ko je bilo ugotovljeno, da tam takrat tega dogodka ni bilo. Zdaj smo prišli v neko novo fazo, ki govori o drugem datumu, in zato je vse v pristojnosti tistih, ki nosijo tudi odgovornost za njihovo početje. Morda samo eno kratko podvprašanje še. Če so bili dogodki takšni, ima vojska ta trenutek brez aktiviranega 37a člena pristojnosti, da počne to, kar opisuje ta gospod, ki ne bi bil tarča teh dveh vojakov v gozdu? Torej, če se je dogodek zgodil, pa še enkrat povem, jaz tega ne bom komentiral, ampak samo pojasnim, da ne bo nesporazumov. Če se je dogodek zgodil, se ni mogel zgoditi v okviru 37a člena. Dejstvo pa je, da Slovenska vojska tudi na južni meji ves čas patruljira in nima pooblastil iz 37a člena, kadarkoli se kaj zgodi, poišče pomoč policije oziroma pomaga policiji, jo takrat obvesti in policija ukrepa, če je to potrebno. Rok Šuligo, TV Slovenija. Jaz imam eno vprašanje, ki je nekako delno mogoče povezano z COVID-om in sicer zaradi pregledovanja in preučitve v bistvu podatkov povezanih s škodo gospodarsko, takšno in drugačno, ki jo povzroča COVID, je bil zamenjen direktor statističnega urada. Včeraj smo izvedeli, da je pristojni evropski komisar na vlado naslovil vprašanje, zakaj je do tega prišlo. Danes smo videli tudi odgovor na Twitterju oziroma reakcijo predsednika vlade. Zanima me vaš pogled na to in kaj naprej, kako naprej, kakšni so argumenti, kako bo ta komunikacija od zdaj naprej potekala. Hvala. Predsednik vlade se je odzval in temu, kar ima on povedati v zvezi s tem, on, ki naj bi bil prejemnik tega pisma, pa ga ni dobil. Jaz nimam kaj dodati, je pa to izrazito politična tema, ki presega COVID-19, ker vidite, da se tudi vršilci dolžnosti predsednikov strank odzivajo zelo politično na ta odziv predsednika vlade, tako da jaz tega ne bi komentiral. Je pa predsednik vlade zdaj to pismo že prejel, rekli ste, da ga še ni prejel, ga je zdaj? To ne vem, torej jaz poznam samo njegov odziv, to, kar ste vi poročali v zvezi s tem. Kaj pa mogoče stališče cele vlade, imam predsednika vlade, kaj pa vlada pravi recimo na tak zelo oster odziv predsednika vlade na to pismo, ki ga ni dobil od torej italijanskega komisarja za gospodarstvo? Glejte, predsednik vlade vodi vlado, odgovoril je o svojem imenu, ali se bo s tem ukvarjala koalicija, če ste me to hoteli vprašati, tega jaz ne morem komentirati in tudi ne vem. Ta pa je zdaj
COVID. Še to morda rekli ste, da kar se tiče teh prevozov, še ni čisto urejeno. Kaj to pomeni zdaj, da se z sosedami še dogovarjate, da ne bi prišlo do recimo različnih sistemov oziroma pravil med prehajanjem same meje? Ne, gledajte, gre zdaj za eno preprosto dejstvo. Jaz govorim teoretično. Če prihaja avtobus iz Zvezne republike Nemčije, in gre skozi Avstrijo, Slovenijo na Hrvaško, je pač treba pri tem tudi upoštevati priporočila našega NIJZ. Ko mi to sprostimo, moramo seveda to tudi zelo jasno pokazati vsem tistim, ki bi čez ozemlje Slovenije vozili potnike, turistične potnike. Redni promet ni problem, ker se to redno dogaja in je to jasno, ko pa gre za občasni prevoz, je pa to treba tudi pravočasno omogočiti vpogled in jih na to napotiti. Da bom dal primerjavo, veste, nekdo pride in se zapelje po Sloveniji brez vinjete in potem so zadrege. Skratka, treba se je seznaniti z pravili, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Je še kako drugo vprašanje? Ne? Hvala lepa za udeležbo in pozornost. Lep vikend vam želim.